dragi poslanci in poslanke koalicije, briga vas. Briga vas za ljudi, ki živijo med nami leta, desetletja, ki so vaši sosedi. Zdaj smo slišali gospoda nekdanjega župana občine Rogatec imeti popolnoma pejorativno razpravo, žaljenjem ljudi, ki morda so živeli tudi v njegovi občini. Ti ljudje, instrumentalizirani, kdo so oni, da so odločajo? Zato govorite ves čas o kom? Bivša Juga. Ti ljudje, ki doma ne vejo, ne sami hoditi na volitve, ki tam očitno po Šmarju pa Rogatcu so ne vem od koga instrumentalizirani, da ne znajo in zdaj bojo srečni, da jim no treba iti na volitve. Ste prav povedal, od 30 let ste bili župan, da tak odnos imate do ljudi v lokalnem okolju, vas bi mogli biti sram. Morate seveda svojo lažno retoriko, ustvarjanje problemov, ki jih ni, razdvajanja družbe, razdvajanje sosedov, prijateljev, znancev, sodelavcev, na ta način krepiti ksenofobno in rasistično politiko in ozračje v tej državi. To ne rabite odzemati in volilne pravice ljudem, zato da ne bi vaše stranke normalno speljale lokalnih volitev. Ne gre se za državljane bivše Juge pri tem. Ne gre. Dal sem pa vam jih kot primer, da nikjer na tem področju nimajo zakonsko to tako urejeno, kot je pri nas. In da se je ta zakon takrat spreminjal, najverjetneje zaradi primera izbrisanih, ki sem ga v svoji razpravi omenjal. To so pa dejstva in ne nam polagati besed v usta. Še da odgovorim na očitke o tem, da gre za poslanski zakon. Spoštovana kolegica, tukaj v Državnem zboru, v zakonodajni veji oblasti, sedimo poslanci. Ena izmed naših nalog je, da lahko predlagamo zakone. In če gre za poslanski zakon, je ta skozi proces odločanja in vsega ostalega nosi popolnoma enako težo, kot če bi šlo za vladni zakon. Noben tukaj ni rasist, ksenofob, noben ni, tudi to ste rekli ste, da spodbujamo take politike, in to se mi ne zdi primerno. Naslednjič, ko boste imeli polna usta s postopkovnimi predlogi, mogoče prvo si nastavite zrcalo. Taka ureditev, kot je sedaj uvajamo z novim zakonom, ni noben tujek v evropskem prostoru, prej gre za stalnico kot za tujek. Kolega, ste pa samo trenutek, vi ste želeli repliko, ne? Takoj, ko bo s postopkovnim kolegica zaključila, dobite repliko. Kolegica, izvolite. Kdo dobi repliko, takoj, ko zaključim? On je imel ravno kar repliko, ki to ni bila, spoštovana. Kolegica Sukič, poslušajte, povedala sem za kolega Mikoliča. Prosim, da kolego Poglajno izrečete opomin iz dveh razlogov. Prvi razlog je, da je lažno obtožil poslanko Vrečko, da ne, glede ksenofobije in rasizma, ona je rekla, da so to ksenofobne in rasistične politike. To je razlika. Dajte malo poslušati, ne pa, da ste toliko šlampas, da ne poslušate in potem obtožujete kolegica stvari, ki jih ni rekla. In to je huda žalitev in napad na kolegico, zato zahtevam absolutno opomin. Druga stvar pa je, da je kolega Poglajn imel baje repliko, ki to ni bila, ampak je bila razprava. Ne? Tako da prosim, da se držimo procedur. 3 minute je replika, ki mora biti ciljana na neko stvar, ne pa da je imel splošno razpravo in je ponavljal stvari, ki jih je že povedal prej v razpravi. In ga imamo že poln kufer, da poslušamo te njegove stvari, 100-krat v obliki replik in v obliki razprav. Naj razpravlja, tako kot vsi, v repliki pa naj replicira, tako kot se replicira. Hvala lepa. Kolegica Nataša Sukič, deloma se strinjam z vami, vendar pa, če bi prej poslušala, sem tudi dovolila širšo repliko in nisem prekinjala kolego, zato sem tokrat dovolila. Danes govorimo o zakonu, kjer mislimo različno in ni nič narobe, ampak ko nekaj slišite, ali pa ko mi nekaj slišimo, morate razumeti, da boste tudi vi kaj slišali. To tako je. Ampak tukaj pa samo podpora, da vodite sejo tako, kot ste jo do zdaj, ker se mi zdi, da je bilo korektno. Tudi prej so bile replike, pa to niso bile ravno replike, pa se ni nihče oglašal. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, prosim za obrazložitev, po kakšnih kriterijih torej danes poteka seja. Vi dopuščate širše replike, naslednji, ki bo prevzel krmilo, bo nam sploh replik dopuščal, verjetno ne bo, in tako naprej. Dajmo se poenotiti, pa dajte vi tam, vi štirje, ki vodite te seje, poenotiti vaše kriterije, da bomo vedeli, kako pravzaprav repliciramo, kdaj smemo replicirati, a sploh še smemo odpreti usta ali ne. Ker vi dopuščate eno, kolega Stevanovič dopušča drugo oziroma sploh ne dopušča stvari, potem bo prišel naslednji predsedujoči, ki bo bog ve kaj spet dopuščal. Mislim, tako se ne da delati. Tako da prosim, da poenotite
kriterije vodenja sej. Hvala lepa. To me čudi, namreč imeli ste 3 vlade, to je že 4. vlada Janeza Janše. 4. Asistirajo mu enaki, žal, krščanska demokracija, ponovno ste padli na izpitu, kar se mene tiče, spet ste padli, tokrat pod skrajno desnico, skupaj z resnico, ki je pa obljubljala kaj? Kaj je obljubljal predsednik stranke Resnica? Srbom. Manjšine jim je obljubljal. On jim je obljubljal manjšino, sedaj pa jim odvzema celo pravico na sodelovanja na lokalnih volitvah. To je ta integriteta, to so te, bom rekla, pravičniki. Čudi me tudi recimo, ne, ker to, kar želijo tukaj izvajati danes, je pa odkdaj so določene občine polne, bom rekla, določenih narodnosti? A od Golobove vlade ali kaj? A se hecate? Ja, kdo, jaz živim z Maribora, kdo, vemo, katera je prevladujoča narodnost v Slovenski Bistrici, recimo, tuja, taki boste zdaj odzeli, ne, Albanci. Koga volijo Albanci? Ja, Albanci volijo SDS. Se pa to vsi vemo in volijo vašega župana oziroma desnega župana SLS v Slovenski Bistrici. Ja, ne smejte se. To, da je Janez Janša velik prijatelj Albancev, da je tesno povezan z Albanci, to vsi vemo. To je tudi recimo Berišaj povedal, ne, ki ste ga vlačili tako po zobeh. On je prijatelj z Janezom Janšo. Janez Janša je častni doktorant Kosovske univerze. Albanci volijo SDS, tako kot Romi v Ambrusu. Le zakaj? Ja, ne smejte se, kolega, poglejte si volilne rezultate. To so dejstva. Kakšna dvoličnost.